Jo, folk, spet sva midva, dojenčka. V oddajo se javljava iz moje sobe. Sva razmišljala, da bi se danes z dvorišča, sem spet pesek jedel, pa sva morala zakazati domov. Nama še kar ni jasen, zakaj midva razpravljava o čemerkoli, ker midva nič ne veva. Nimava pojma. Ker sva dojenčka. Tako da, kaj midva veva o krizi srednjih let? Nič. Ništa. Nunda. Njec. Njeko. V bistvu s tem nimava osebnih izkušenj, ker so stara 6 mesecev in je trenutno najin edini fokus, kako si dati nogo v usta. Sem pa slišal mami, da je po vsej verjetnosti stric Rudi v krizi srednjih let, ker je šel na dopust v Turčijo in prišel nazaj z lasmi. Lej ti njega. Jaz sem šel na dopust do babice in sem prišel nazaj sam s keksi. Ja, pa pejt v Turčijo, ne? Nimam še pasoša. Pa čisto redu je biti plešast. Sem že od rojstva, tako da sem se navadil. Lahko komot počakam do krize srednjih let, da bom imel lase. Jaz pa ne bi čakal do krize srednjih let, da bi imel motor. Kaj, stric Rudi si je kupil tudi motor? Ja. Baje, da je šel v trgovino po kruh in je prišel nazaj s 4 flašami sirupa z okusom banana kiwi in novo Hondo. Pa ta kriza srednjih let je top. Ne, če vprašaš mojo teto Mojco. A ne mara sirupa? Prav, da ne mara, da je stric Rudi zastavlja eksistencialna vprašanja. Kakšno vprašanje? Ma ne vem, kakšna vprašanja so to, ampak teta Mojca pravi, da če jo bo še enkrat zbudil ob 3 zjutraj in vprašal, a je to vse, kar lahko pričakuje od življenja, da ga bo vrgla ven iz bajte. Ven iz bajte? Dober, zdaj, ko bo poletje, lahko spi na dvorišču. Kaj pa pol, ko bo zima? Saj si je kupil novo leder jakno. Ja, pa ni panike. Pa v prijete hlače. Teta Mojca pravi, da zgleda kot francoski buldog, ki stoji na 2 nogah. Francoski buldog. Stric Rudi je bil kar užaljen. Je rekel, da bo začel dejtati mlajše ženske. Ne bi jaz dejtu mlajših. Zakaj pa ne? Pa sej veš, kakšne so te jasličarke. Hodijo po 4 nogah, ne znajo še piti iz kozarca, pa skozi se slinjo. Ni to zame. Se je skazalo, da za strica Rudija tudi ne in je raj začel hoditi v fitness. Ker ba je, da je trening dokaz pravega moškega. Kje pa je to slišal? Na podcastu z enimi modeli, ki jejo proteine in dajo nasvete o osebnostnem razvoju za moške. Podcaste tudi moj dedi posluša. Zadnjič je babici rekel, da je izvedel vse o toplotnih črpalkah in da je bo vse razložil. Lepo, da je razlaga stvari. Babi pravi, da odkar je gluha, je to sploh ne mot več. Tako da vidite, vse, kar veva o krizi srednjih let, je iz sekundarnih virov. In sodeč po stricu Rudiju niso najbolj zanesljivi. Človek rab se malo spremembe, no. Zdaj prepričuje teto Mojco, da vse prodata in gresta z motorjem okoli sveta. Ampak če greš okoli sveta, pol prideš nazaj na isto točko. A ima to sploh kakšen smisel? Najbrž se zato temu reče kriza. Tako da vidite, kaj dogaja. Midva zares nič ne veva. Samo ugibava. Zdaj morava pa spančkat, ker sva si že umila zobe. Adijo. Adijo.